V preteklega pol stoletja sta pospešen razvoj tehnologije in razmah podvodnih dejavnosti privedla do odkritij neslutenega števila potopljenih ostankov preteklosti. Čeprav so arheološke najdbe iz vodotokov evropske celine zaradi dobre ohranjenosti pogosto tvorile pomemben del prvih muzejskih zbirk, je dediščina iz rek dolgo ostajala v senci antičnih pristanišč in ladijskih razbitin Sredozemlja. Tudi predmeti iz Ljubljanice, enega najbolj kompleksnih najdišč na slovenskem ozemlju, so že zgodaj pritegnili pozornost. Najprej med regulacijami struge v mestnem jedru Ljubljane, od koder izvirajo poročila o prvih najdbah že iz leta 1824, še posebej pa dobrega pol stoletja pozneje med potapljaškimi raziskavami na Vrhniki. 14-dnevno akcijo, med katero sta potapljača avstro-ogrske vojne mornarice preiskovala dno struge ob rimski utrdbi na Dolgih Njivah, je organiziral ravnatelj deželnega muzeja in poslanec v Dunajskem parlamentu Karl Dežman. Raziskava na Vrhniki je eden prvih primerov uporabe klasičnega skafandra s čelado v znanstvene in nekomercialne namene, zato jo uvrščamo med najzgodnejše posege podvodne arheologije nasploh. Sodobne arheološke raziskave reke Ljubljanice so se začele z delovanjem ekipe Narodnega muzeja pod vodstvom arheologinje Nuše Logar. Opravljena je bila serija podvodnih pregledov struge med Vrhniko in Ljubljano, pomembne rezultate pa so dala tudi izkopavanja obrežja pri Dolgih Njivah in izlivu jarka Zrnica. Pobudnik in promotor sistematičnih raziskav, ki so jih narekovali popularizacija podvodnih aktivnosti ob koncu 70-ih let ter nenadzorovano odnašanje predmetov, je bil direktor Narodnega muzeja dr. Peter Petru. Nov zagon je arheološko raziskovanje Ljubljanice dobila v začetku 90-ih let z nadaljevanjem sistematičnih pregledov struge, ki jih je opravljala ekipa Narodnega muzeja in z ustanovitvijo skupine za podvodno arheologijo. Novejše raziskave se osredotočajo na evidentiranje in dokumentiranje novih najdišč ter ciklično spremljavo izbranih odsekov rečne struge. Namen ponovitve terenskega pregleda na istih lokacijah je pojasnitev morfoloških sprememb v strugi, predvsem pa pojava oziroma odsotnosti novih najdb. Posamezna raziskava vključuje izdelavo batigrafskega posnetka struge s sonarjem ter izvedbo podvodnega pregleda s kolekcijo predmetov. Sonar, povezan z GPS sprejemnikom, omogoča pripravo trirazsežnostnega modela, ki predstavlja podlago za vrisovanje najdb in obenem potapljačem olajšuje orientacijo na najdišču. Nadzor nad pregledanim območjem zagotavlja mreža kvadrantov, ki jo oblikujejo po dnu napeljane vrvi. Na mestih, kjer debelina sedimentov preprečuje njihovo odstranjevanje z roko, podvodni arheologi posežejo po sesavki, tako imenovani mamutki. Za določitev natančne lege najdb in izmero oslonilnih točk za podvodne fotografije se uporablja totalna postaja in pripadajoča prizma, medtem ko zahtevajo tlorisne situacije, profili sedimentov in lesena plovila tudi ročno risanje na vodoodporni papir. Predmeti iz kovine in organskih materialov se po dvigu shranijo v vodi, kjer ostanejo do prihoda v konzervatorsko delavnico. Delo pod vodo vključuje tudi zahtevan odvzem vzorcev lesenih pilotov in subfosilnih debel za dendrokronološke raziskave. Rezultate podvodnih raziskav dopolnjujejo analize potekov nekdanjih strug na starih katastrih, topografskih kartah in posnetkih iz zraka, geološke in paleobotanične analize sedimentov ter geofizikalne raziskave obrežja. Povezovanje različnih raziskovalnih pristopov omogoča izvajanje bolj utemeljenih interpretacij o izvoru gradiva v strugi, kot tudi oceno ogroženosti in oblikovanje predlogov za učinkovitejše varovanje najdišč.
Pomen Ljubljanice kot svojevrstnega arheološkega fenomena daleč presega državne meje. Zato je vlada Republike Slovenije novembra leta 2003 izdala odlok o razglasitvi reke Ljubljanice za kulturni spomenik državnega pomena. Zaradi lahke dostopnosti najdb je potapljanje v reki omejeno in na večjem delu mogoče le z dovoljenjem Ministrstva za kulturo.